Tokrat v občinskem informatorju Dubioza kolektiv poskrbeli za nepozaben začetek festivala Lent. Po sončni vzhod na Pohorje več kot 3000 ljudi. Mariborski svetniki holdingu dali zeleno luč. Maribor že 16. zrolano mesto. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji s startom v Mariboru. Tradicionalno nedeljsko popoldne zaključek občinskega praznika Muta. Odprta dvorišča v Selnici ob Dravi. Trojica Fest poskrbel tudi za šport in vrnitev v preteklost. Lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo začenjamo po lentovsko. Visokooktanska ska, punk, reggae, rock atrakcija je poskrbela za nepozaben začetek letošnjega festivala Lent. Dubioza kolektiv iz Bosne so prizorišče glavnega odra zapolnili do zadnjega kotička in vnovič poskrbeli za noro poplesavanje, vratolomne skoke in visoko dvignjene pesti množice, ki se je že zdavnaj poistovetila z njihovimi družbeno-kritičnimi besedili. Avtorji hitov, kot so Kažu, Firma Ilegal, Himna generacije in Blam Blam, osvajajo svet z izjemno energijo, lucidnimi besedili in odrskim nastopom, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. Zato smo že pred koncertom preverili, kako razmišljajo in kaj bodo tokrat pripravili Mariborčanom. Ne, vratili smo v set neke stare pjesme koje smo godinama izbacivali. Znači, stalno imaš neke nove, ubacuješ nove, onda te ljudi stalno pitaš što ne sviraš ovu, ali to su stari. Sad smo odlučili da za ovu godinu vratimo dosta tih stari koji ljudi traži. Sad smo 2 sedmice marljivo trenirali. Bacili 3 stvari. I ubacili 3 nove stare stvari. Torej, bo publika norela, glede na to, da pripravljate neke stare stvari, po katerih ste pravzaprav postali znani. Zdaj, če smrtno resno, Maribor res nič drugega ne pričakuješ, tako da upam, da ne bo folk izneveril vse skupaj. Mi vemo, česa smo sposobni. Tako kot so imeli člani Dubioze kolektiv svoja pričakovanja, jih je imela tudi publika. Krasna, vrhunsko bo. Kaj vas pri njih najbolj navdušuje? Njihov sproščen pogled na politiko in na njihov pogled na politiko, ki jo forejo v Bosni. Ne, veš kaj, jaz sem prišel sem, da uživam. Slišal sem parkrat dobro muziko, tako da, lej, moj prijatelj je prišel, lej, povabil sem. Mene zdaj najdu lukno kačeti. Pa, sem že bil na njih, vedno dobra, vedno super, tako da, po mojem bo, no. Ni mrzlo, dežja ni, ko ponavadi, tako da super, no. Mislim, da so kar visoka, tako da, po mojem bo zanimivo. Kaj vas pri Dubiozi najbolj navdušuje? Navdušuje? Ker so malo drugačni od če lahko rečem, balkanske scene, malo bolj več energije, več nekega vzdušja naredijo in je vredno bilo tistih par evrov dati za njih, ker po mojem bo kar vredno. Velika, ogromna. Visoka, dolga, široka, vse. S čim so vas prepričali? Dubioza? Leta davnega že, z dobrim vzdušjem in vrhunsko glasbo. Energija je nora. Bolj všeč pri Dubiozi kolektiv? Njihova samozavestnost. Dubioza kolektiv so tako izpolnili vsa pričakovanja publike, saj so v Mariboru vnovič postregli z izjemno energičnim nastopom, ki je publiko prisilil, da ves čas visoko poskakuje in z njimi glasno prepeva vse njihove pesmi. Nastop so nato še dodatno popestrili, ko so na oder povabili 8-letnega Mariborčana, ki je z njimi zapel pesem Reality. Občutki so v redu. Na začetku, ko še nisem bil na odru, je bilo malo treme, kako bo. Pa ko sem prišel na oder, pa je bilo tako, da bi se mi svet odprl. In kak je bilo, ko je bilo pod odrom toliko ljudi, pa vsi so tebi ploskali? Meni je bilo tako, da bi bil rok sveta. Kot da bi bil kakšen milijonar ali nekaj takega. In kaj tebe najbolj, zakaj ti je Dubioza kolektiv tako všeč? Ker imajo dobre muzike, pa ker znam njihov jezik, pa to. Koliko časa si potreboval, da si se naučil njihovo pesem na pamet? Malo časa. Po MP3-ju sem poslušal, pa sem se spotoma naučil. Če te še enkrat povabijo na oder, boš šel spet z njimi? To pa, če povem, pa logično, da grem. Vse kaže, da se bo zasedba Dubioza kolektiv morala kmalu vrniti v Maribor, saj jih poleg nepregledne množice navdušencev za vnovično odrsko sodelovanje pričakuje tudi 8-letni rok. Pa se je festival Lent šele začel. Po tradicionalni sončni vzhod na Pohorje, ki ga že 3. leto organizira društvo Top, se je danes zgodaj zjutraj odpravilo več kot 3000 ljudi. Na vrhu Pohorja je ob vzhajanju sonca zapel Vlado Kreslin.
Nekaj minut po 5. uri zjutraj so ljudje na vrhu Pohorja množično pričakali najlepši vzhod daleč naokoli. Zato, da nekaj naredim zase in da se pridružim humanitarni akciji. In kakšen je pogled tukaj? Čudovit. To doživim enkrat na leto, oziroma letos prvič, če sem čisto odkrita. Veselila smo se radi odhodno, no. Večkrat? Včasih gremo, no. Zdaj na Pohorju smo prvič. Kakšen pa je feeling? Zelo super, mislim, sonce je malo zamuja, ampak zdaj mislim, da se je vse nadoknadilo. Kaj pa občutek tako? Prav prečudovit. Dobra volja. Zakaj? Ja, malo rekreacija, pa malo sončni vzhod, vreme je zdržalo, tako da super, ja. Večkrat prijete, tako ne? Ja. Zakaj? Enkrat na teden, tako da. Ja, zaradi sebe. Z avtom sem iz Velenja prišel. Ja, bom rekel, predvsem zanimivost, ker sem to slišal na Maribor Info, sem prebral, pa sem rekel, bom radovednost potešil, pa grem pogledat, kako to izgleda. In kakšen je feeling? Feeling je enkraten, predvsem presenečen sem, da je toliko ljudi, to me je presenetilo, mislil sem, da bo manjše število. Ste prišli dočakati le sončni vzhod ali še kaj drugega? Sončni vzhod, pa presenetila me je hčerka, da je prišla z dojenčkom gor v take zgodnji uri. Društvo Top že 3. leto zapored organizira ta množični pohod na Pohorje. Pričakovala nisem nič. Enostavno že nekaj let živim, tako da zelo malo pričakujem, veliko se pa usklajujem sama s sabo pa naravo in ta trenutek še ne dojemam. Enostavno, kar mi največ pomeni, je ta množica ljudi, ki je ob 3 zjutraj štartala pri spodnji postaji vzpenjače in ki je pela skupaj z gospodom Kreslinom. Tudi letošnji pohod je bil dobrodelne narave, sredstva, ki so jih zbrali na vrhu Pohorja, so namenili društvu Upornik, ki je na vrhu imelo tudi svojo stojnico. Midva z Borisom sva postala prijatelja vmes. Imam občutek, da on podpira mene, jaz podpiram njega, ker to niso enostavne stvari, sploh ko greš v društvo pa želiš biti še humanitaren. Tako da zgodba z Upornikom je logična in zelo lepa. Definitivno bi pa rekla, da je danes nam gospod Kreslin dal eno fenomenalno potrditev in popotnico za naprej. Da so se ljudje v tolikšnem številu odpravili na Pohorje in so se ostali že ob 3. uri zjutraj, je zagotovo pripomogel tudi Vlado Kreslin, ki je pospremil sončni vzhod s pesmijo. Ja, jaz sem svedel, da je bilo malo oblačno, Tako da sem bil malo zaskrbljen, kje se je zadržalo sonce v Prekmurju, razmiš, Ampak je prišlo pol, Super, nisem pričakoval, so mi rekli, da je to zelo lep dogodek, ampak da toliko naroda pride in da zdaj grejo v službe in tako naprej, to je pa res Maribor, vsaka čast, čestitam. Na najdaljši dan v letu, 21. junij, ki je tudi uradni začetek poletja, je marsikateri Mariborčan in Mariborčanka ukorakala po hribu navzgor. Priložnost za nov sončni vzhod na Pohorju pa bo že ob naslednjem solsticiju. Mestni svetniki Mestne občine Maribor so zasedali na drugi izredni seji, v okviru katere so razpravljali zgolj v eni točki – ustanavljanje javnega holdinga. Odlok o ustanavljanju so podprli po skrajšanem postopku. Vzdržali pa so se v stranki Lista župana Andreja Fištrovca, medtem ko je največja opozicijska stranka NLS Lista Franca Kanglerja sejo obstruirala. Javni holding bi po besedah strokovnjakov racionaliziral poslovanje javnih podjetij. Kot je bilo slišati na seji, strateški holding, kakršnega bi ustanovili v Mestni občini Maribor, predstavlja najbolj primeren model oblikovanja organizacije javnega holdinga. V tega bodo tako povezali 6 javnih podjetij: Energetiko, Marprom, Mariborski vodovod, Nigrad, Snago in pogrebno podjetje Maribor. S tem, ko so svetniki in svetnice dali zeleno luč ustanovitvi javnega holdinga v Mariboru, pa so naredili šele prvi korak. Strokovnjaki iz družbe, ki je pripravila analizo učinkov holdinga, pravi, da osnovna ideja ustanovitve javnega holdinga ni ustvarjanje dobička. Ampak je napraviti boljšo uslugo občanom, meščanom svojega mesta. Torej, zato ravno govorimo, da vse te sinergije, ki bodo dosežene, ki nekdo pravi, da so velike, drugi, da so majhne, ampak če se osredotočimo, da je to približno 1 milijon, potem lahko rečemo, da bi te sinergijski učinki povečali trenutni profit vseh teh 6 firm za 100%.
Učinki združitve mariborskih javnih podjetij pod eno streho bi sicer bili vidni šele v letu 2021, do takrat pa je potrebno sprejeti še nekaj drugih korakov in sprejetje odloka o ustanovitvi na mestnem svetu je le prvi izmed mnogih. Mislim, da smo lahko ponosni, da se priključujemo 400 holdingom v Evropi in večina teh ima dobre rezultate, predvsem dobre rezultate za ljudi, gre za dobro počutje, za boljši servis, za več vlaganja in enostavno vlaganje v infrastrukturo, ki služi meščanom, tako da glede na zahtevnost tega procesa, ne samo ustanovitve, ampak potem zlitja teh 6 podjetij, torej njihovih skupnih služb v eno, pričakujem resnične učinke šele proti koncu leta 2020, take bolj zaresne pa leta 2021. Na seji so v opozicijski stranki Lista župana Andreja Fištravca opozorili, da so se na njih obrnili nekateri sindikati, saj da so v podjetjih, ki bi se združevala, v največjem strahu zaposleni. Delavci morajo biti tisti temeljni, pravzaprav srce vsakega podjetja. In mene kot mestnega svetnika seveda skrbi, kaj se bo s temi ljudmi zgodilo, kako bo holding deloval vnaprej, ker predstavili so nam, da bo holding privračeval približno med 800 pa milijon evrov. Če damo to na proračun, ki je visok 140 milijonov, je to 0,5% prihranka. Za prihranek 800 tisoč evrov ne vem, če je smiselno sploh ustvarjati holding, ampak kot sem rekel, mi nismo nasprotovali holdingu, smo bili pravzaprav na nek način konstruktivni. In želim županu vse dobro, pravzaprav želim, da ima od holdinga tudi ljudje nekaj. Tudi pravniki so zagotovili, da se bodo pravice, ki jih delavci trenutno uživajo, prenesle naprej, ne glede na ustanovitev javnega holdinga. Jaz razumem, da se ljudje bojijo sprememb, ampak lahko zagotovim, da so vsa delovna mesta zagotovljena, vsi, ki dobro delajo, so seveda dobrodošli v vseh okoljih, kaj šele v tako zahtevnih službah, kot jih javna podjetja za nas meščane upravljajo. Tu ni nobene bojazni. Z sindikati se je pogovarjalo tudi, bilo je precej usklajevanj z podjetji, z direktorji javnih podjetij, ki so seveda potem z svojimi sodelavci na to temo govorili. Razumem pa pomisleke, strahove, ampak odločno trdim, da se zaposleni nimate česa bati, da bo podjetje, ko bo takšno, kot si ga predstavljam, bo imelo bistveno večjo reputacijo, imidž v mestu, in želim si, da bomo vsi ponosni na naš javni holding Maribor d.o.o. Za večjo transparentnost bodo vsa podjetja, ki bodo združena v holding kot zavezo, morala pripraviti poslovni načrt, ki bo nato obravnavan na mestnem svetu. S tem bodo sicer dobili tudi večji vpogled v finančno vodenje podjetja. Zrolano mesto, športno-rekreativna prireditev, ki je bila letos 16. je privabilo veliko število ljubiteljev takšnih in drugačnih koles. Organizatorji so jih našteli okoli 500, nekoliko manjši številki kot lansko leto pa je vsekakor botrovala vročina. Zdrava zabava že od leta 2002 pripravlja Zrolano mesto, ki je v tem času prerasel v rekreativni dogodek namenjen vsem generacijam. Sprva iz študentske prireditve je danes zrasla v en dogodek za pravzaprav vse generacije, največ pa seveda družin, od najmlajših pa do najstarejših na rolerjih, na kolesih. Vsako leto se nam je priključevalo več drugačnih koles in kolešč, tako da smo potem zadnja leta rekli, da so dobrodošli tudi kolesarji, sicer jih damo čisto na konec parade, ravno zaradi varnosti, pa zato, da ne ovirajo ljudje, ki so na rolerjih in na kotalkah, ampak ja, namenjeno je pravzaprav vsem, kljub temu, da se dogodku reče Zrolano mesto. Kljub vročini pa so se ljudje pravilno opremili in nadeli koleščke, majhne ali velike, in se odpravili po mestu. Prišel sem na Zrolano mesto, ker mi je všeč, pa ker se gibljamo. Pa je fajn se popeljati takole po mariborskih ulicah, ne? Zakaj? Ja, fajn se je peljati zato, ker pač hodiš po novih poteh. Ja, predvsem otroci uživajo, pa sin je bil zelo vesel, ker je izvedel, da gremo lahko zraven, tako da nekaj, da skupaj narediva, pa gremo malo skozi mest na drugačen način, tako da fajn. Ja, da se malo pozabavamo, da se malo zapeljemo skozi mesto, pa sigurno bo dobra družba. Zato, da se malo razgibamo, pa naredimo kaj za telo, pa da se podružimo. Ko pa gledate na ta dogodek, ki že ima res 16-letno tradicijo, mesto Maribor in vsako leto znova in znova več in več ljudi. Ja, zdi se mi super, da imamo nekaj takega tukaj v Mariboru, da poveže ljudi, da skupaj se rekreiramo, pa da malo se po Mariboru zapeljamo.
12-kilometrsko traso po Mariboru so prekolesarili oziroma prerolali ali prevozili skiroji v zmernem tempu, saj so se prilagodili tempu najmlajših udeležencev. Letošnjega zrolanega mesta se je kot najstarejši udeležil gospod pri 76 letih na kolesu, najmlajši s 4 leti pa se je na progo podal kar s poganjavcem. Start druge etape kolesarske dirke po Sloveniji, največje kolesarske prireditve pri nas, se je zgodil točno ob 11:20 včeraj na Trgu Svobode v Mariboru. Start je ob nagovoru mariborskega župana Saše Arsenoviča naznanil Marko Tavares, kapetan NK Maribor. Prva etapa 26. kolesarske dirke po Sloveniji se je začela v Ljubljani in nadaljevala v Mariboru. Pred uradnim startom pa smo uspeli pred mikrofon dobiti zaenkrat našega najboljšega kolesarja letošnje dirke po Sloveniji, ki je prvo etapo zaključil tik pod zmagovalnim odrom. Danes je spet vroče, tako kot včeraj, tako mislim, da dežja nav. Močne noge so, upam, da je dovolj, da pridem čez zadnji klanc spredi in da probam v šprintu. Mislim, da je letošnja trasa zelo odprta, v bistvu boj za skupnega zmagovalca bo zelo napet in mislim, da bodo razlike minimalne na koncu. Ta boj za skupnega zmagovalca, to dodatna motivacija ali dodatni pritisk? Sigurno dodatna motivacija. Imamo dva zelo dobra kolesarja, Esteban pa Lukas, ki se bosta v bistvu potegovala za čim višjo skupno razvrstitev in proga jima ustreza. Upamo sam, da sta se dosti počila od žira. Kaj pa za vas, kakšni so občutki oziroma predvsem za psiho dirkati pred domačimi gledalci na domačih cestah? V bistvu super. Res uživam ob cestah, vidim veliko navijačev, veliko prijateljev, veliko znancev, ki navijajo in to mi da dodatno spodbudo. Po startu druge etape so kolesarji zavili na Titovo cesto ter nadaljevali dirko čez Titov most proti Slovenski Bistrici, Zrečam in Slovenskim Konicam. Nadaljevali skozi Zgornje Poljčane, Šentjur in Štore. Navdušenje nad kolesarji je pokazal tudi njihov starter Marko Tavares. Super, čast mi je, da lahko biti del v te dirke v Sloveniji. In jaz sem počutil kot na tekme, energija je bila prava in to je to. Kaj pa privatno, ste tudi kolesar? Ne, to v Braziliji nimamo toliko kolesarjev, ampak samo žoga, nogomet v Braziliji. Škoda, tu je Slovenija, gledam na televiziji, zato čas mi je, da lahko tu bi del te. Lahko pa gospodu Milaniču predlagate, da imate kondicijski trening na kolesih? Na kolesu mogoče, da treniramo z njimi, ker vem, da oni dosti trenirajo, so zelo disciplinirani, tudi prehrana gleda, vem, kak je. In zato šport nas da disciplina in zdrava življenje in veselje. Ob startu v Mariboru je bilo veliko podpornikov in navijačev slovenskih kolesarjev. Nekateri, tisti bolj pogumni, so del etape v podporo kolesarjem z njimi tudi prekolesarili. Vsekakor spodbujamo vse naše in seveda tudi ostale, ki si to vsekakor zaslužijo. Vidim, da ste opremljeni, kot da jih boste spremljali. Ne celo pot, nekaj malega pa ja. Kaj vas navdušuje pri kolesarjenju? Svoboda, razdalje, razgledi, vse, hitrost. In če vas prav razumem, Slovenija ima potencial, da postane kolesarska turistična destinacija? Ja, predvsem z vidika kulture voznikov bi bilo treba še zelo veliko narediti. Je Slovenija dežela, kolesarska dežela, tudi kar se tiče kolesarskega turizma? Ja, definitivno je, že od nekdaj in če dalje bolje v sponu. Je treba še kaj postoriti ali vse štima? Slovenske voznike malo naučiti bontona. To je to, drugo pa kar, pa ceste malo porihtati. Kolesarska dirka po Sloveniji z odličnimi partnerji in sloganom Fight for Green, boj za zeleno, doživlja svoj vrsten preporod in postaja izjemen športni dogodek, ki poleg tekmovalnega adrenalina ponuja tudi vse elemente za mednarodno promocijo slovenskega športa, gospodarstva in ljudi. In tukaj vidi svojo priložnost tudi Zavod za turizem Maribor Pohorje. Pomeni velik potencial v smislu razvoja gledano z turističnega vidika, namreč ob sami kolesarski dirki potekajo posnetki tudi narave, hkrati potekajo tudi posebne točke, ki jih posnamemo z helikopterskim posnetkom in so potem predvajane na Eurosportu. Hkrati skladno s tem Zavod za turizem kot tudi Slovenska turistična organizacija sledi tudi na digitalnem področju, to pomeni Facebook izjave, Instagram, fotografije, dodatne
v bistvu dodatna pojasnila strani vseh, ki so na terenu in seveda ustavljajo tudi znane kolesarje, jih vprašajo za mnenje. Včasih tudi sami kolesarji na poti objavijo kakšno objavo in glede na to, da imajo nekateri kar veliko sledilcev, je to seveda največ, kar lahko Slovenija naredi v smislu promocije, sploh če gledamo z vidika kolesarskega turizma. Drugo etapo dirke so nato po 146,3 prevoženih kilometrih zaključili v Celju. Danes so tretjo etapo zaključili v Idriji, četrto bodo peljali od Nove Gorice do Ajdovščine, zadnja, peta etapa pa bo potekala med Trebnjem in Novim mestom, dolga 167,5 kilometrov. Na zaključku vseh prireditev ob občinskem prazniku Mute so pripravili v prireditvenem šotoru predstavitev društev, ki delujejo v občini, zabavo za otroke z Alenko Kolman ter večernim koncertom. Muta se je prebudila. Zagotovo je zasluga za to prebujenje in aktivnosti velik trud članov in članic turističnega društva Muta, ki pa so k sodelovanju za tradicionalno nedeljsko popoldne povabili tudi druge organizacije v kraju. V nedeljo smo povabili vsa društva na predstavitev svoje dejavnosti, s tem se prikažejo občanom z njihovimi deli in izdelki. Med vsemi stojnicami so bili tudi uporabniki varstveno-delovnega centra Muta ter predstavili reciklirane izdelke iz džinsa in drugih materialov. Tukaj recimo je nahrbtnik, tak enostaven nahrbtnik. Tukaj je energija naših uporabnikov, zelo radi šivajo in pol pač te njihove izdelke dodamo v izdelek. Sami tudi režejo, pomagajo pri izdelavi, drugače šiva pa naša šivilja. Recimo tukaj so pomagali pri krojenju, pri šivanju, tudi stare kavbojke, kaki slinček za otroke. Ali pa tukaj razni etuiji za očala, za telefone, za različne stvari. Tu je njihov izdelek, pomagajo pa tudi pri krojenju, pri risanju. Na odru pa je medtem skupaj z Janom, veliko maskoto, nastopila Alenka Kolman. Poskrbela sta za zabavo najmlajših. Odlično so sodelovali, otroci so krasna publika in jaz sem vedno znova vesela, da delam in ustvarjam za najmlajše, ki radi sodelujejo, radi pojejo, plešejo in se zabavajo. Zatem pa so sledili nastopi folklorne skupine pevcev in plesalcev, glasbenikov iz sekcij kulturno-umetniškega društva Muta. Ti so svojimi nastopi pregnali tudi kratko deževje. Že nekaj let kulturno-umetniško društvo Muta sodeluje v tem popoldnevu v okviru občinskega praznika. Nastopajo naše sekcije. Danes so nastopili oziroma še nastopajo ansambel Diaton, potem literarna skupina Utrip in pa Smaragdne oči, to je plesna skupina, članice so tudi iz Mute in iz Vuzenice. Povabili smo tudi učence 4. razredov osnovne šole Muta, ki se že vadijo v plesanju teh ljudskih plesov. Gneča, ki se je naredila v šotoru, pa je bila dokaz, da občani in občanke radi pridejo na nedeljsko popoldne. Zaenkrat je super, vreme malo nagaja, da če bo fajn. Čudovito, vreme malo pokvarno, sicer smo rabili dež, ampak ne toče. Ja, zelo. Ko smo mi plesali, pa kako so nas poslikali, pa zelo fajn sem imela. Prebujena Muta je tako znova pokazala, da si je v polni luči ob takih prireditvah. V Selnici ob Dravi so za obiskovalce znova odprli dvorišča in pripravili veliko zanimivosti. Med drugim so lahko okušali jabolčnik in se poskusili v ročnih spretnostih. Odprta dvorišča pripravljajo zato, da bi se krajani družili med sabo, pa da bi ta lep kraj spoznali tudi vsi ostali. Letos imamo sicer malo smole, ker je res zelo vroče, tako da upamo, da bo malo kasneje malo več obiskovalcev. Nekaj je sicer bilo, ampak v primerjavi z lanskim letom zelo malo. Hiter recept za pripravo osvežilne pijače sivke, ki je postala že prepoznavni znak društva Godimi. Najbolj enostavno je, da v bistvu svežo sivko namočimo v vodo in pustimo čez dan, to kar je zdaj pač tudi moderno, ta voda za okusi, lahko uporabimo tudi meto, meliso, kar pač imamo pri roki. Drugače si pa lahko gospodinje skuhajo svoj sirup sivkin, ki ga potem uporabljajo čez leto na podoben način kot bezgo, s tem, da sivka lahko vre v vodi, takrat spusti več arome.
in je zelo dobra pijača zmešana ali samo z vodo, z limono, ali pa, če hočemo pač malo mogoče presenetiti goste, pa lahko to zmešamo z šampanjcem in imamo pač neko inačico hugota, ki je znan v bistvu na osnovi bezga. Odprtim dvoriščem so se pridružile tudi ženske turističnega društva Selnica ob Dravi. Stalnica ja, jih je pa premalo. Zdaj, če tu gledamo črešnjeve ob Dravi, kmetij, je kar nekaj, tudi Gerštov bi lahko zraven priključili, pa bi teh dvorišč lahko bilo več, ampak vemo, kak je. Z organizacijo takega dogodka je dosti dela, tako da, če vse to ostane, bo kar nekaj. Na odprtih dvoriščih so obiskovalci lahko pokušali tudi jabolčnik, staro pijačo, ki se vrača nazaj. Stara slovenska pijača, ob njej so nekateri gorasli, kot se temu reče, radi bi obudili. Selnica je kraj z mnogo drevesi, jablan in težko se proda taka jabolka v osnovi in zakaj ne bi nekaj dodano vrednost dosegli z takim izdelkom, kot je tale mošti, med drugimi, ki jih tudi mi predelamo oziroma pripravimo. In tale je kar pitna zadeva, smo ugotovili. Samo navaditi se moramo zopet na nove generacije. Odprta dvorišča v Selnici ob Dravi so zdaj postala že stalnica, čeprav si v prihodnosti želijo še večji odziv. Ideja in želja je velika, radi bi pritegnili čim več krajanov, ponudnikov, sosedov, kakorkoli. Odprti smo za sodelovanje, nismo si nevoščljivi, radi si pomagamo, radi vemo, če tudi sosed kaj proda, v tem ne sme biti problem in če bomo tako delovali, bomo tudi nekaj dosegli. Na eni izmed stojnic so obiskovalci lahko bili tudi kreativni. Tukaj pristopijo kreativne ženske ali pa otroci, pa skupaj izdelamo poletno okrasje ali za na vrata ali za v dom, kjerkoli v bistvu, da si pričaramo malo poletja tudi v hišo. Kakšni so pa osnovni materiali, ki jih uporabljate? Sedaj v tem času je na razpolago ogromno žita, ki ga je gospa Lucija že pred kakim dobrim tednom nabrala in delno na 3/4 usušila. Seveda imamo na razpolago tudi vrtnice, ki smo jih tudi usušili, pa imamo potonike. Zato mislim, da je primerno in seveda za osnovo seno, ki smo ga tudi nasušili v preteklem tednu, kajti pogoji so bili odlični in lahko izdelamo seveda različne oblike. Srce običajno za ljubezen, ljubezni ni nikoli v nobenem domu preveč, kita pa seveda simbol tega žita, ki v bistvu sestavimo tako, kot so zrnca v klasu, tako mi sestavimo. Nekje smo dodali, ker nam je ena gospa podarila lavendel, ki je pa tudi zdaj v tem času. Lahko pa da tudi preprečuje vsiljivce na naš šopek, to so lahko kakšni moli ali kaj podobnega, kajti s tem pokažemo, da dejansko to ni mrtva narava, še vedno nekaj živi, dela notri, tako da mislim, da je krasno. Zaradi visokih temperatur so bila odprta dvorišča v Selnici ob Dravi sicer nekoliko slabše obiskana, si pa organizatorji želijo ta dogodek še nadaljevati in ga v prihodnje narediti še večjega. Minuli vikend se je 10-dnevni občinski praznik občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, imenovan Trojica Fest, prevesil v sklepno fazo. Sobota je bila rezervirana predvsem za športne aktivnosti, večer pa za obisk retrokina oziroma kina pod zvezdami. Župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah je namreč prepričan, da je šport pomemben segment življenja občank in občanov. Ja, občina mora podpirati vse segmente, med drugim pač, tako kot imamo na eni strani kulturo in zgodovino in vse te zadeve, zagotovo šport je ena izmed pomembnejših stvari. Všeč mi je, ko naša društva športna delajo na tem, da se družijo, obenem pa organizirajo tudi takšne dogodke, kot je današnji tek. V glavnem to povezuje, naučimo se sprejemati poraze, zmagovati in tako naprej, tako da šport je ena izmed ključnih stvari v življenju. Športna sobota Trojica Festa 2019 se je začela z 20-kilometrskim kolesarjenjem po trojiških poteh. Peljali se bomo zdaj na Osek, pol se bomo peljali po zgornjem Oseku nazaj čez Strotkovo, pol proti Postružniki in pol čez Porčič nazaj na Trojico. Kolesarjev ni zmotila niti vročina, saj kolesarjenje vidijo predvsem kot priložnost za gibanje v naravi.
Vsako leto v bistvu grem na to kolesarjenje. To je že tradicionalno in me veseli, ker tudi ponovadi kolesarjem. Pa sem prišel pogledal, kak je, ne? Še sem tu blizu, Lenarta Šedarova. S startom kolesarjev je sovpadal tudi start tekačev okoli jezera, tokrat že v 35. izvedbi. Ta tek vedno poteka v okviru občinskega praznika in ga tudi naša občina podpira. Vsi pa vemo, da je tek zadnje čase vedno bolj popularen in tudi nekaj let je že vključen v Štajersko-koroški pokal. Zato je tudi vedno večja obiskanost, ker je pač tudi v okviru tega pokala tudi tekmovalnost. Kljub tekmovalni noti pa večina tekmovalcev teče tudi iz drugih razlogov, ki niso tekmovalne narave. Uživam v teku, pa v družbi vsekakor. Ja, rekreacija, ne, ti da neki duha, ne, pa sprostitve, predvsem sprostitve. Običajno se udeležim teh tekem za Štajersko-koroški pokal. Zaradi druženja, predvsem. Ja, rad tečem, rad se družim, potem pa delam tudi Štajersko-koroški pokal in rad bi letos vse teke pokala pretekel. Zato ste danes tudi tukaj? Tako je. Pričakovanja? Ja, pričakovanja ne more biti strašno visoka, ampak zadnji pa ne bom, ne. Torej še enkrat poudarjam, 78 jih štejete. In kolikokrat tako v privat tečete na teden? Sem vključen v športno društvo Brazde vzdržljivosti od leta 1900, ne vem koliko, skratka 32 let sem že vključen. No. Za športnike pa je na večjih lokacijah ves čas skrbel Center za krepitev zdravja iz zdravstvenega doma Lenart, ki je predstavljal svoj program in udeležencem ponudil različna testiranja. V okviru Centra za krepitev zdravja v današnjem dnevu predstavljamo oziroma promoviramo zdrav življenjski slog, zdrav način življenja, skratka promocijo zdravja za vse starostne skupine. Z sodelavkami bomo po različnih lokacijah, tukaj pri jezeru, ene so v trgu pri pohodnikih, potem se selimo še k postružniku, k balinanju, ribištvu in pa k odbojki na Griču. Preventivne programe, kot so svit, samo pregledovanje dojk, potem kako izgleda recimo žila zamašena z holesterolom, izvajamo meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in pa seveda za otroke tudi malo darilc oziroma kar za vse. Športno dogajanje Trojica Festa se je nato nadaljevalo na kmetiji Postružnik, kjer so se udeleženci lahko preizkusili in tekmovali v streljanju zračno puško. Ja, to, kaj, malo oživljaš, malo, kako bi rekel, zdravi druženja, to je, ne pa to. Ampak jaz že hodim vsa leta na to tekmovanje, samo da je že malo starejši, pa že malo bolj roke grejo sem pa tja, ne pa tak, da je. In v balinanju? Ja, gre se najbolj za druženje. Pa kaj, zvem je neki adrenalin, ker je bliže, ker bolj točno zbija, pa tak, ne. To smo, kaj zvem, se da fajn uživati, poleg bi rekel. Ja. In v čem ste vi najboljši, v približevanju krogle ali izbijanju? Ja, zdaj bi lahko rekel, najboljše je bližanje, ne. Izbijanje je, pa ni, včasih gre, včasih ne, zato imamo v vsake ekipi enega tolkača, če se le da, ne, da tako je po nekih pravilih bi naj bilo, ne. Dva bližača, tolkača ali pa obratno, zdaj kak kjeri kaj premorejo, kak so kjeri kaj se usposobijo, pa tako bi rekel, ne. Pa ni, to je mešano, ne, mešani šport, vsaj za našo kraj tu okrog, ne, tako da navdušuje, pač taka, rekla, ne vem, umirjena igra, ne, da se malo sprostiš, pa to, ne. Jaz sem tako prej balinal za športno društvo Kortič vsa leta, ne, zdaj pa ne balinamo tu, pač to malo je rekreacija, da se družimo z ljudmi, da v občini skupaj pridemo, da se kaj dogaja, to je najbolj pomembno. Ne ni važno, kdo zmaga, mi pač toliko, da se družimo, ker smo penzionisti, pa vsi ti, ki imajo veselje do balinanja, ne, ker dejansko balinanje je v državi kar, da precej ne imamo dosti vrhunskih prvakov, ki so dobri, tako da pač mi nismo tako visoko, ampak pač se borimo, pa se trudimo, da se nekaj dogaja, ne. Lovilo se je tudi ribe. Jaz rada ribim, sproščanje pri vodi, to je to. In drugače redno ribarite? Ja, tudi ja. Ne, pozitivni stres, kam rekla, mislim, da to ni stres, ne, jaz lovim državno ligo,
ampak je to na neki način pozitivni stres, ki ga v službi ni. Pač tak na neki način sproščujoče je. Pa drugače pa je malo, kaj bi rekel, da te rečeš, da se meri, lepo povedano, kdo ima večjega, ne? Malo tekmovalnost, ne? Po športnih aktivnostih pa je bil čas za nostalgijo. Pri lovskem domu so se v okviru občinskega praznika zbrali brigadirji iz vse Slovenije. Z novim županom, z Davidom, zelo dobro sodelujemo. Smo že letošnjo leto spomladi 4. ali 6. aprila imeli delovno akcijo na obnovi bunkerjev in čiščenja bunkerjev v Gočovi, tako zvane Rupnikove linije. In sodelujemo dobro, potem smo se tam dogovorili, da bi naj sodelovali tudi z nečim prireditvijo v sklopu občinskega praznika. Odlično. To vas bi še samo vprašal, kaj vas žene, da ste tako prostovoljno nastrojeni in predvsem skrbite, da zgodovina ne bo šla v pozabo? Kateri človek je enkrat bil na delovnih akcijah z srcem, ostane v srcu brigadirstvo in brigadir je celo življenje. O pobujanju zgodovine je tako napočil čas za retro kino, kjer so si občani in občanke lahko ogledali stara slovenska filma Kekec in Moj ata socialistični kulak na starem projektorju za filmski trak. Ja, ideja je padla strani župana Davida Klobasa, ker je pa njegove ekipe, ker so rekli, da se spomnijo oziroma so čuli drugih starejših oseb, da se nekoč tu dejansko predvajalo redno kino predstave in da bi morda provali za kako zadevo. No, pa smo se srečali. Vrhunec sobotnega dogajanja pa je bil prav gotovo Kino pod zvezdami, ko so predvajali film Petelini zajtrk. Glede na letošnji pester program se večina že prav gotovo veseli občinskega praznika prihodnje leto. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V Mariboru se je začel festival Lent, ki obeta pestro dogajanje. Lahko ga spremljate tudi na našem Facebook profilu ali pa spremljate oddajo na Lentu z BKTV vsak dan ob 20. Medtem pa ljubitelje dišeče sivke obveščajo, da je slovenska sivka, ki raste v nasadu na zgornji Selnici ob Dravi, že v polnem razcvetu. Za ogled in za nabiranje sivkinih šopkov pa je nasad odprt vsak dan med 15. in 18. uro vse do 30. junija. Ta vikend pa bo pestro tudi v Rogozi, prihaja namreč Stellar Beat festival. Predvsem raznolikost v žanru. Letos imamo Kleptona v petek, v soboto imamo Mahmut Ohrana pa Burak Jetera, v nedeljo pa definitivno finale z Robin Šulcom, kjer se pripravlja poseben odrski, rečemo temu, šov z ognjemetom in z pirotehniko. Po nekih informacijah bi naj bilo to največje do zdaj, kaj se je dogajalo v Sloveniji za to pirotehniko. Zdaj pa bomo videli, pustimo se presenetiti, ne? Kaj pa ostala ponudba še velja tako kot lansko in predlansko leto, se pravi, možno je tukaj šotorit, kaj še ponujate? Glejte, kamp je tako kot je vsako leto organiziran z naše strani z sanitarijem in za tuši, ki spremlja do 800 ljudi. Imamo tudi dnevne aktivnosti, kot so kopanje v jezeru, supanje, surfanje, karkoli, vse se bo dogajalo. V primeru slabšega vremena smo pa tudi malo pokrili prizorišča, da se lahko par tisoč ljudi tudi skrije pred dežem. Jutri ob 8. zjutraj pa se lahko na Muti udeležite 8. prvenstva starodobnih vozil s startom in ciljem pred občino. Starodobniki se bodo srečali tudi v Dupleku za gostiščem Valerija ob 9. zjutraj. V nedeljo pa bo v okviru občinskega praznika v Dupleku zabava z bratoma Malek in tekmovanje v vleki vrvi s pričetkom ob 15. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalic.si in mbireport.si. Želim vam lep vikend in nasvidenje.